Zelena luč. Pozdrav, jaz sem Jan Grilc, Zelena luč se po novem letu vrača v novem terminu, od zdaj se bo prižgala ob ponedeljkih. Popotovanje po tem letu začenjamo z nekakšnim potopisom. Odpravimo se na drug konec sveta z električnim avtomobilom, ki ima le 200 km dosega. Imamo zeleno za pot od Nizozemske do Avstralije. Gremo! Tokratna nenavadna pot se je začela z nenavadnim vprašanjem. Ali je mogoče z osnovnim električnim avtomobilom in povsem brez denarja priti na drug konec sveta? To vprašanje si je leta 2014 zastavil Nizozemec Wiebe Walker. Okoliščine za tako potovanje so bile pred desetletjem precej drugačne. Električni avtomobili so bili še v povojih, dosegi so bili precej manjši, baterije slabše, polnilne infrastrukture skorajda ni bilo. Wiebe je bil tudi povsem brez denarja, a vse to je vzel za izziv. Je mogoče vseeno izvesti nekaj, česar ni naredil še nihče pred njim? Prijatelji so mu rekli, da je nor, dvomljivci so rekli, da ni mogoče. On pa se je vseeno odločil poskusiti. Leta 2016 je krenil na pot. In to je njegova zgodba. Protagonist današnje zgodbe pravi, da je na poti slišal več 100 različnih izgovorjav svojega imena, zato naj se za začetek predstavi kar sam. Sure, it's Wiebe Walker. No, tako, upam, da bo izgovorjava vsaj približno šla tudi meni. Wiebe ni študiral kakšnih tehničnih smeri, prav tako ni bil entuzijast na področju mobilnosti, njegova ideja za prelomno potovanje je izhajala iz bolj praktičnih predpostavk. Yeah, so it started as in the final year of my study. I was studying events management and I knew that after my study I didn't want to do like 9 to 5, get a job, get married, stuff like that. I really wanted to discover the world. Idejo sem dobil v zadnjem letniku svojega študija organizacije prireditev. Vedel sem, da se po študiju ne želim zaposliti v klasični pisarniški službi in se poročiti, ampak sem želel spoznati svet. A kot študent nisem imel denarja, zato sem se odločil, da bom šel na pot brez denarja. Ta ideja me je prevzela. Nekako pa sem moral najti podporo. To je bilo leta 2014 in začenjalo se je govoriti o električnih avtomobilih. Veliko ljudi je imelo predsodke, mislili so si, da ti avtomobili niso zanesljivi in da z njimi ne moreš prepotovati dolgih razdalj. Odločil sem se, da bo moj cilj potovanja, da pokažem, da je električna mobilnost mogoča. Avtomobili imajo 4 kolesa, elektrika je povsod in zato sem si rekel, da se bom odpeljal na drug konec sveta, da to dokažem. Da pa bi dosegel Avstralijo brez denarja, sem prosil ljudi, če me priključijo. S prijateljem sva postavila spletno stran, kjer so ljudje lahko ponudili elektriko, kosilo ali prenočišče. Na podlagi teh ponudb bi določil traso poti. Ko sem se odpravil, nisem vedel, če bom res dosegel Avstralijo. Rekel sem si, bomo že videli, dokod bom prišel. No, uspelo mi je, ampak po dolgem času in zelo nenavadnem potovanju. I made it after a very long time and a very unconventional journey. Ideja za izvedbo potovanja je bila torej nared. Potreboval pa je še bistvenega sopotnika, avtomobil. Tukaj v zgodbo vstopi Blue Bandit ali modri bandit. Yeah, so it's a retrofitted Volkswagen Golf station wagon. To je prirejen Volkswagenov Golf karavan, ki so mu naknadno zamenjali pogon na električnega. Spoznal sem nekoga, ki je delal v velikem nizozemskem energetskem podjetju, tam so za raziskovalne namene priredili nekaj takšnih avtomobilov. Zaposleni so jih lahko na to odkupili in on se je ponudil, da mi da svoj avto. Marcel je torej moj največji heroj, saj mi nikjer niso hoteli sponzorirati avta, on pa se je ponudil sam. To je bil osnoven model avta, nobenih posebnih vgrajenih sistemov ni imel, baterija je zmogla 37 kWh in nudila približno 200 km dosega. Ni omogočal hitrega polnjenja, a kljub vsemu je to še vedno moj najljubši avto, imel je dušo. So very limited, but I still love this car. It's still my best car. Pot na drug konec sveta z električnim avtomobilom se tudi danes, ko so avtomobili precej bolj zmogljivi in ko so predvsem baterijske tehnike zelo napredovale, marsikomu zdi nemogoča. Wiebe pa je imel še drugo omejitev.
nič denarja ni imel na voljo za svojo pot. Well, yeah, so actually the planning was easy because I could not make a plan. So I really, the whole route was determined on all these people who offered me a place to stay. Vnaprej nisem mogel narediti načrta, vse je bilo odvisno od tega, kje mi bodo ponudili prenočišče in elektriko. Na spletno stran so ljudje zelo počasi začeli vpisovati ponudbe, ob začetku potovanja jih je bilo 180. Začel sem se torej voziti in po 5 tednih sem prišel do juga Italije, kjer pa sem moral obrniti, saj za nadaljevanje poti nisem imel nobene primerne ponudbe. Ponudilo pa se je veliko ljudi iz Skandinavije, zato sem obrnil in se odpeljal vse do Nordkapa, najsevernejše točke Evrope. Iz tedna v teden sem na to prilagajal načrte, vseeno pa se je kdaj zgodilo, da sem pristal v mestu, kjer mi nihče ni ponudil gostoljubja vnaprej. Moral sem se torej znajti, prosil sem za pomoč koga na ulici ali potrkal na vrata. Včasih sem hrano našel tudi v koših za smeti. To je bila zares prava avantura. Potovanje torej ni bilo hitro, saj je moral upoštevati vse dejavnike preživetja zase in za modrega bandita. A vseeno je napredoval. In pot je bila v tem primeru res cilj potovanja, bistveni pa so bili ljudje, ki so mu nadaljevanje sploh omogočili. Traveling in that way was really so good because you only stay with locals, then you really get to know the country and the culture, and that made this trip really amazing. Potovati na tak način je bilo zares dobro, saj ves čas živiš z domačini. Na tak način spoznaš državo in kulturo, kar je bilo zares izvrstno. Dobival sem res pozitivne odzive, zelo lepo so me sprejeli, kamorkoli sem prišel. Preden sem odšel na pot, so mi ljudje govorili, da bom imel v Aziji gotovo probleme, da mi nihče ne bo hotel pomagati in da bom nekje obtičal. Izkazalo pa se je ravno nasprotno. V Aziji so izjemno gostoljubni. Ljudi sem našel večinoma prek družabnih omrežij. Ko sem prišel v Indijo, sem objavil, da iščem pomoč na poti od Mumbaja do Kolkate, nato so ljudje posredovali mojo prošnjo prijateljem in jih vprašali, če mi lahko pomagajo. Tako sem napredoval. Ko sem potreboval pomoč na poti, sem le ustavil svoj sijoč svetlo-moder avto in takoj se je okrog njega nabrala gruča radovednih ljudi, saj so mnogi izmed njih prvič videli električni avto. Vedno so mi takoj ponudili pomoč. Zelo je bilo zanimivo, kako se je vse vedno dobro izteklo. Gostoljubnost ljudi se na potovanjih največkrat pokaže prav ob težavnih situacijah, ko gre kaj narobe. Ob tisočih prepotovanih kilometrov je Ujbe doživel mnogo težav, najtežje rešljivi pa sta bili 2 z avtomobilom. There were 2 serious problems. The first one in the northeast of India. Imel sem 2 resna problema z avtom. Prvi je bil v severovzhodni Indiji, začelo se je s Počeno z metjo, ki je niso mogli zamenjati, saj tam nimajo takih avtomobilov. Zvarili so jo skupaj in mi zaželeli srečo. Pozneje pa sem ugotovil, da je bil problem tudi v gumah in poti nisem mogel nadaljevati. V delavnici smo priključili avto na elektriko, kar je povzročilo kratek stik in eden izmed polnilcev je eksplodiral. Prava delavnica je bila šele v naslednjem mestu, zato smo avto naložili na tovornjak in ga odpeljali tja. Nalaganje ni bil problem, naložili smo ga s hriba. Ko smo prispeli na cilj, pa ga nikakor nismo mogli spraviti dol s tovornjaka, saj niso imeli pravih pripomočkov. Rabili smo dobesedno 3 dni, veliko znoja in solz, da smo ga spravili v delavnico. Odstranili smo poškodovani del, ga poslali na Nizozemsko, na popravilo in čez nekaj tednov sem lahko nadaljeval pot. Drugi problem pa sem imel v Indoneziji, kjer sem bil v času deževne sezone in znašel sem se na poplavljeni cesti. Po nekaj 100 metrih so zazvonili vsi alarmi, avto se je ustavil in vedel sem, da imam resen problem. Voda je zalila notranjost baterij in za popravilo te težave je potrebno zares specifično znanje. Moral bi pripeljati mehanika z Nizozemske, zato sem začel zbirati sredstva prek družabnih omrežij in v 10 dneh sem ga zbral dovolj za pokritje vseh stroškov. V nekaj tednih sem spet lahko nadaljeval pot. Bilo je težko, a takrat se mi ni zdelo tako, saj mi je pomagalo toliko domačinov. To je bilo res dobro doživetje. It was hard, but I didn't feel really hard at the time because they got so much help and everybody wanted to get me further, so that was really cool to experience. Na tak način, prek avtocest, makadamov, poplav, okvar in lepih srečanj, je Ujbe prečkal 33 držav.
95.000 kilometrov je opravil, da je prišel do Avstralije, ki je bila njegov cilj. Potoval je več kot 3 leta in v tem času mu je gostoljubje ponudilo 350 ljudi. Kakšni so bili torej zadnji kilometri poti? Actually, it's funny because when I was on my way to Sydney, which was like in the beginning the end goal, I really was like, I want to continue. Ko sem bil na poti proti Sydneyju, ki je bil že od začetka cilj potovanja, sem pomislil, da želim nadaljevati to pot. Dan po prihodu na cilj pa je vsa energija zapustila moje telo, počutil sem se popolnoma izčrpanega, saj sem potreboval več kot 3 leta, da sem dosegel Sydney. Seveda sem imel občutek, da sem nekaj dosegel, bil sem ponosen, da sem prišel tako daleč. Imel pa sem problem. Nisem vedel, kako bom spravil sebe in avto nazaj na Nizozemsko. O tem sploh nisem razmišljal naprej, bil sem osredotočen le na doseg cilja. Ob tem pa so tudi mediji veliko poročali o mojem podvigu in na Novi Zelandiji so bili malo užaljeni. Ponudili so mi, da prepeljejo naju z avtom na Novo Zelandijo, kjer odpeljem še en krog, potem pa mi uredijo še prevoz do Nizozemske, kar je bilo popolno, ker sem s tem rešil svoj problem. Poti po Novi Zelandiji se bolj malo spomnim, čeprav je krasna dežela, a bil sem povsem na koncu s svojimi močmi. Tudi pot domov je bila torej naporna, po povratku sem rabil kar kakšni 2 leti, da sem si popolnoma opomogel. So getting back home was quite hard, and it really took me about 2.5 years to really regain my energy and restore from that trip. Potovanje je bilo torej naporno, a dokazal je, da je mogoče tudi z električnim avtomobilom v svojih zelo začetnih izvedbah priti na drug konec sveta. O tem je poročalo več kot 40 televizijskih mrež z vseh koncev planeta. Pravi, da je morda s tem komu tudi spremenil odnos do električne mobilnosti, vsekakor pa se je spremenil njegov pogled na premikanje. I really think that that's the future, that this is the right way forward. Of course, my car was super limited, so I really experienced it when it was really in the beginning stages. Zdi se mi, da je v tem prihodnost. Moj avto je bil seveda zelo omejen, tehnologijo sem izkusil, ko je bila še v povojih. Pred 2 letoma sem se z novejšim električnim avtomobilom odpravil v Oslo in to je bila povsem drugačna izkušnja. 800 km dosega, napolniš ga v 20 minutah, polnilnice so povsod. Videti tak napredek v le nekaj letih je neverjetno. Zdaj se je razvoj malo ustavil, a ko proizvajalcem uspe znižati cene, bo to enostavna odločitev in ne bo več razloga za uporabo bencinskih avtomobilov. Ko sem se odpravil na to potovanje, je bil trajnostni vidik predvsem orodje, ki mi je pomagalo potovati zastonj. Po pravici povedano me je bolj zanimala dogodivščina, a del mojega projekta je bil tudi, da sem v vsaki državi obiskal trajnostne projekte, na lastne oči sem videl tudi, kako uničujemo naš planet. Ob tem sem se začel preobražati iz oportunističnega popotnika v bolj ozaveščenega prebivalca sveta. Zdaj v potovanjih skušam čim manjkrat leteti, znotraj Evrope nikoli več ne grem na letalo. Tudi ko sem šel v Dubaj, sem se tja odpravil z vlakom. V vsako stran sem potoval 2 tedna, kar seveda ni ravno efektivno, a prav tako ni v redu, da letim v Dubaj za 1 uro trajajočo predstavitev. Zares bi rad videl, da izboljšamo trajnost transporta. Za leto 2026 načrtujem svoj največji projekt do zdaj. Zares bo nor, a zaenkrat še ne morem govoriti o podrobnostih. For 2026 I'm going to do really something crazy which will beat all the things I have done before, but at this point I cannot say much about that. Wiebe Wacker je torej še vedno zelo aktiven in ima tudi jasne načrte za prihodnost. A epilog zgodbe ne bi bil popoln brez usode drugega protagonista, modrega bandita. Kaj se je zgodilo z njim? The Blue Bandit. So this car I always borrowed from someone, as I explained in the beginning. And so after the trip, I gave it back to the owner. So thanks for borrowing. And ta avto sem si v začetku izposodil, po koncu projekta pa tudi vrnil lastniku. Še enkrat mu hvala. Zdaj on ta avto še vedno uporablja za prevoz otrok v šolo. Živi v mestu na jugu Nizozemske. Avto še vedno izgleda odlično in še vedno se vozi naokrog. And still drives around. That's great to hear. Yeah. Wiebe Wacker, thank you so much for talking to us. Yeah, my pleasure. It was fun. Modremu banditu želimo srečno vožnjo še naprej, Wiebe pa je obljubil, da se ob izvedbi novega zanimivega projekta spet oglasi v zeleni luči.
Čas je še za nekaj novic z področja mobilnosti. Uporaba železniškega prometa v Evropi narašča. Eurostat je izdal končne podatke za leto 2023. V Evropi smo v tistem letu prevozili 429 milijard potniških kilometrov z vlaki, kar je za 10% več kot leto predtem. Veča se tudi število mednarodnih povezav. Prav ob koncu lanskega leta se je odprla nova neposredna povezava med Berlinom in Parizom, ki bo pot premagala v 8 urah. To sicer ni neverjetno hiter čas, a povezava bo potnikom omogočila, da celo pot opravijo z istim vlakom in ne potrebujejo presedanja. Zanimiva vest prihaja iz Kebenhavna. Uporaba tako imenovanih tovornih koles, torej tistih z velikim zabojem, je tam tako v porastu, da bo mesto naslednje leto uredilo 800 novih parkirišč za ta večja, večinoma električna kolesa. Tudi to sicer ne bo dovolj za zadostitev vseh potreb, a županja mesta je to opisala kot dober korak proti bolj varnemu mestu za kolesarje. Ford je napovedal, da bo odpoklical 770 tisoč vozil, ki so bila izdelana med leti 2014 in 2020. Testi izpustov so pokazali, da avtomobili s staranjem izpuščajo preveč nevarnih delcev v ozračje, zato jim bodo zdaj morali prenoviti filtre. Če je med njimi tudi vaše vozilo, lahko preverite na Fordovi spletni strani. Še ena o električni energiji. V letu 2024 je kapaciteta nameščenih solarnih panelov v Evropski uniji zrasla za 4%. To je manjša rast kot v prejšnjih letih, ko je bila dvoštevilčna, a investicije so se zmanjšale za kar 13%, kar pomeni, da je Evropa namestila več panelov kot kadarkoli doslej po najnižji ceni doslej. Še eno zgodbico z javnega prometa imamo pripravljeno. Tokrat je zares nenavadna in ima kar nepredvidljiv razplet. Zgodila se je Lari, ki vam jo bo zdajle tudi povedala. Meni se je zgodilo to, da sem enkrat, ko sem bila še v bistvu v gimnaziji ali pa na tako koncu osnovne šole, se mi je zgodilo, da sem se nevede švercala na troli, ker pa scena je bila, da nisem vedela čisto točno, kako LPP pa te urbane neki delujejo in sem se najbolj zmedla in je bila ena scena, mislim, da sem imela prazno urbano. In sem lovila za to trolo, zaradi tega, ker sem hotela domov po enem koncertu s frendicami in pol valjda je bila prazna, ampak mene voznik ta spusti naprej. No, pa pridejo te neki kontrolori ali kaj so že in mi začnejo neki najbolj govoriti, to ni bilo v redu, whatever. Mene je sicer frendica me kao pomirila, najbolj navaden to, kdaj samo strahujejo, pa nič ni od tega. No, na kar izvem, da čez 3 mesece, tako 3 mesece potem, ko se je to zgodilo, moja mami, ker takrat sem bila še mladoletna, dobi pismo oziroma vabilo na sodišče in sem mogla iti čez celoten sodni postopek, zaradi tega, ker sem se švercala točno eno postajo za tist €30 ali koliko. In ja, na koncu sem mogla, ne vem kva, tam počneš se zagovarjati, da sem v bistvu v šoli ful pridna, pa da je bila to napaka in da nisem vedela točno, kaj se dogaja, nisem za nalaž, da hočem imeti neko svetlo prihodnost, najbolj random. No, v zapor na srečo ni šel nihče, Lara tudi še vedno uporablja mestne trole. Ostaja pa tudi vprašanje, če so najstniki brez vozovnice tista ključna težava slovenskega javnega prometa, ki jo je treba reševati na sodišču. Če imate tudi vi kakšno dogodivščino, ki se vam je zapisala v spomin, pa jo prosim pošljite na jan.grilc@rtvslo.si. Tako, še skozi eno zeleno luč smo zapeljali, tokrat na elektriko in kar na drugi konec sveta, kar se zdi dober začetek novega leta. Zeleno luč bomo torej od zdaj prižigali ob ponedeljkih, veselimo se vašega sopotništva. Do prihodnjič vam Jan Grilc želim čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.